Pozdravljeni. Komuniciramo tudi to, kar pojemo, ali energija hrane šteje. Ob vsaki krizi, širši družbeni ali osebni, se nam lahko izzivi pokažejo tudi na krožnikih in v kozarcih. Pri nekaterih malo preveč opojno zadiši kakšna z alkoholom obogatena razvada, drugi so morda iz socialnih ali drugačnih motivov, kot je odmik od uravnotežene prehrane ter posledično prenajedanje, prisiljeni posegati po kalorični, velikokrat prazni in s škodljivimi nakopičenimi maščobami, tako rekoč obogateno, v negativnem smislu hrano. Sama sem prav med obdobjem po koncu prve in pred vstopom v drugi val epidemije vstopila v zanimiv krog 21-dnevnega posta in se v knjigi mimogrede, tukaj pa morda malo bolj globoko, lotila tudi energetskega vidika hrane. Delček iz nastajajoče knjige Razstrupi se, 21-dnevni post, se glasi takole. S knjigami in filozofijo makrobiotike japonskega avtorja Michio Kushija sem se seznanila v 90. letih 20. stoletja, čeravno je zaključil študij političnih znanosti in mednarodnega prava na Tokijski univerzi, se je po preselitvi v ZDA začel intenzivno ukvarjati s preučevanjem tradicionalne medicine in z iskanjem rešitev za sodobne izzive prehrane in zdravja ljudi. Je avtor večjih knjig o makrobiotiki ter zdravi hrani, s katero naj bi se obvarovali raka in okrepili srce. Do smrti, umrl je star 88 let, je živel s soprogo Evelyn v Bostonu, ameriški državi Massachusetts. Ni seveda moj namen, da bi se v tej knjigi lotila čisto vseh pristopov, s katerimi sem se bolj in manj natančno seznanila doslej na svoji življenjski poti. Toda zdi se mi pomembno, da vam vsaj nakažem eno od opcij prehranjevanja, makrobiotični pristop, ki ga v marsičemu teleša prav omenjeni Kushi. Med bivanjem v Beogradu, ko sem njegova dela prebirala prvič, me je navdušil njegov pristop k živilom glede na energijo, ki naj bi jo ta vsebovala v sebi. To energijo, imenovano či, naj bi naše telo sprejemalo iz dveh smeri, neposredno iz zemlje oziroma zunanjega sveta. Sončni žarki, temperatura zraka, vibracije ljudi in posredno v obliki tekoče in goste hrane, ki jo uživamo in se potem v obliki krvi prenese po vseh naših organih in telesu. In nekaj let pozneje sva se oba s Predragom ob poglabljanju kuharske mojstrovine s štedilnikom v Skopju navdušila tudi nad tem načelom prehranjevanja glede na yin in yang energijo živil in tekočin, ki jo mimogrede v že povzeti knjigi omenja tudi dr. Dražigost Pokorn. Taoisti o živi in pozabljeni hrani. Sicer pa zanimiv energetski vidik na vnos hrane v naše telo lahko najdemo tudi v Dao, ali kot pravijo nekateri taoizmu. V delu Popolni sistem samozdravljenja ta del filozofije predstavlja tudi z vidika uravnotežene prehrane ter prehrane iz pozabljenih živil. Gre za spoznanje, ki vam je morda že zelo znano, in sicer kislo bazično ravnovesje v našem telesu, ki ga vzpostavljamo ravno s tem, kar pojemo in popijemo. Tista živila, ki imajo uravnotežen pH, se namreč ne bodo hitro pokvarila. Če uživamo takšno hrano, to pomeni, da lahko iz nje izvlečemo največ hranilnih snovi. Če pa pH hrane ni uravnotežen, se bo hrana pokvarila takoj, ko vstopi v naš prebavni trakt. In tako se zgodi, da naše telo namesto hranilnih snovi v hrani vpije strupe, ki nastanejo ob pokvarjenosti. Avtor nam svetuje, da kdaj obiščemo zadnji del restavracije za vrženo hrano. Čez nekaj ur bo postana pripravljena hrana končala v smetnjakih. Takšne hrane zagotovo namerno ne bi uživali. Ob tem pa pozabimo, da vase velikokrat trpamo smeti, ki naše telo dejansko zastrupljajo, ne dajo pa nam potrebne energije. Če ste morda zjutraj brez energije, bi zato bilo dobro, da premislite, če vas zajtrki, ki si jih pripravljate, morda ne napolnijo strupi namesto z energijo. In od tega, kaj pojemo je, ne boste verjeli, zelo odvisno, v kakšnem energetskem stanju je naše telo, posledično, katerim čustvenim vibracijam pustimo na plan in čisto na koncu pride spoznanje, ki se glasi. Tudi od energetske sestave hrane je odvisna kakovost moje komunikacije z drugimi. Kdo bi si mislil, kaj ne? Taoisti predlagajo, da v svojo prehrano vnesemo čim več zelišč, kajti virusi in bakterije jih ne marajo. Mi kot zavestna bitja pa se vendarle lahko prepričamo, da smo to, kar jemo. In če jemo energetsko močnejša živila, se bo izboljšalo tudi naše trenutno počutje ter na dolgi rok zdravje.
Morda bi v tem smislu morali razmisliti tudi o zdravju nacije pri raznih viških hrane in skladiščih humanitarnih organizacij. Kaj pomenijo nakopičene zaloge moke, sladkorja, testenin, ki se razdeljujejo v nekem trenutku socialno šibkejšim? Morda je prav zdaj v času epidemije napočil čas, da se v večji meri vključijo tudi prehranski svetovalci in socialno najbolj izpostavljenim skupinam pomagajo zagotoviti z nasveti in znanjem čim bolj kakovostno energetsko bogato hrano? Samo moj glasen razmislek, ki bo verjetno preslišan, morda bo v komu vzbudil tudi jezo, češ v podarjeno hrano v pomoč lačnim se pa res ni primerno spuščati. In kaj mislite vi? Še en razmislek pri taoistični prehrani s tako imenovanimi pozabljenimi živili, med katerimi so zelišča, se mi zdi poučen. Navajam, ko je človeška kri prežeta z zeliščnimi hranljivimi snovmi, bodo bacili v telesu izstradali do smrti, zato bo človekovo telo prečiščeno in očiščeno na naraven način. Še vedno smo gospodar žlice. Moj tokratni nasvet v Facebook skupini z energijo za boljšo komunikacijo in odnose bi torej bil, da v teh časih polnih izzivov za slehernega med nami pazimo na to, kaj pojemo in koliko česa pojemo. Najslabša različica bi bila, če bi sedeč ob televizijskih ali računalniških ekranih ob pričakovanju iz dneva v dan slabih informacij, kot narod začeli iskati uteho v hrani in pijači slabe energije, si nabirati nepotrebno maščevje, počasi in zagotovo podlegati odvisnostim ob različnih emulgatorjih, dišav in barvil, tako imenovane junkie hrane. Prisluhnite si, imejte radi svoje telo v teh časih še posebej. Začnite dan z naravno toplo limonado, s kakšno žlico domače marmelade, ki pospeši presnovo. Vključite med v prehrano, vrnite se nazaj k juham, enolončnicam, ki nam dajo veliko hranil in nas nasitijo bolj kot krožnik čipsa, že drugo pivce za živce ali verižno kajenje. Za zdravje telesa in duha lahko največ naredimo sami. Vse dokler je zgolj in samo od nas odvisno, kaj bomo zagrabili z žlico ali vilico, ki jo ponesemo v svoja usta. Komunikacijski odziv na situacijo, ki nam ni po godu, je zgolj in samo v naših rokah. Na dejstvo, kot je na primer meglen dan ali že drugo skoraj popolno zaprtje države, nimamo veliko vpliva. Toda pomembno je, da smo še vedno mi sami gospodar pri vnosu dveh primarnih virov energije, hrane in zraka. Neravnovesje in izgubo energije v telesu, kar se lahko odraža v slabšem delovanju naših telesnih vozlišč, kot so čakre, navzven pa morda bolj luknjasti auri, lahko preprečujemo z notranjimi vajami za krepitev naših organov. Energijo nam lahko dovajajo ali odvzemajo tudi misli, ki nenehno brnijo v našem umu. Ni nam treba povsem spremeniti prehranskih navad. Bodimo le pozorni na to, da v teh in prihodnjih dneh v svoje telo vnašamo več tako imenovane žive kot mrtve hrane. Nasvet o tem, kako ločiti prvo od druge, bi bil, da je dobro jesti nekaj, kar ne zgnije hitro, torej nepakirane hrane, polne konzervansov, umetnih dodatkov, sintetičnih barvil in drugih nenaravnih primesi. Surova in lahko kuhana hrana iz neposrednega lokalnega okolja in v skladu z naravnim ciklusom, ekološko pridelano po možnosti. Zelje na tisoč in en način, tudi kakšna bujta repa je zdrava, jabolko pa itak odžene zdravnika stran. Ustvarite svojo energetsko kombinacijo. Naj ob koncu omenim še zanimiva predavanja, ki so vam dosegljiva tudi na YouTube, avtor je Sudhuru, indijski guru, ki v programu Yoga zdrava hrana med drugim priporoča. Ne moremo se počutiti žive in živahne z uživanjem mrtve predelane hrane. Če želimo okrepiti svoj organizem, moramo vanj vnesti na dan vsaj 45% žive hrane v obliki zdravega, ekološko pridelanega sadja, oreščkov, medu. In kako veste, če uživate preveč skuhane, pečene oziroma predelane in obdelane mrtve hrane? Preprosto pravi. Po obedu se počutite neprijetno, napihnjeno, utrujeno. Šele čez čas ste spet pri močeh. Zato vam tudi v nastajajoči svoji knjigi Razstrupi se 21-dnevni post predstavljam zgolj svojo izkušnjo s osrednjim sporočilom, prisluhnite si. Sama sem si izoblikovala pravo energetsko mešanico spremenjenega načina prehranjevanja po postu, brez moke, sladkorja, z nekaj načeli Rike Zaraj, z malo več ketonskimi pravili vnosa zdravih maščob namesto ogljikovih hidratov kot bolj čisto kurivo za telo. Vnovič sem prepoznala pomen vode in ločevanja med žejo in hrano, upoštevam tudi kakšno načelo ločevalne diete in še kaj koristnega sem ponotranjila. Boljše počutje, več energije v telesu je končna posledica, nekaj kilogramov manj pa dobrodošel stranski produkt.
Naj vam torej slaba hrana ne bo tolažba med epidemijo. Prisluhnite sebi in najdite najboljšo pot zase. Morda vam bo pri tem v pomoč tudi moja knjiga, ki izide decembra letos. Kot je znala reči moja teta, vse v življenju lahko izgubiš, le tega, kar veš in znaš, ti nihče ne more vzeti. Jaz to misel razširjam rekoč, še vedno sem jaz gospodar mojega telesa in duha. Do naslednjič z energijo za boljšo komunikacijo in odnose, stanite zdravi, lep pozdrav, Biserka Pošletašič.